Drage gledalke, dragi gledalci, lepo pozdravljeni v oddaji Moj dom. Danes je z mano gospod Gorazd Makarovič, upravnik v upravniškem podjetju. Magdom, d.o.o., lepo pozdravljen, živjo. Gorazd, danes se bova midva malo dotaknila upravljanje večstanovanjskih zgradb, poslovnih zgradb in me zanima, kaj sploh je upravljanje. Upravljanje je ena zelo lepa dejavnost, ki jo pa večina ljudi jemlje kot nekaj, v kar so prisiljeni, ne. Drugače pa to nekaj, kar pomaga ljudem vzdrževati njihove stavbe in jim tudi pomagati, da se s temi stavbami lahko živijo, da se izboljša kvaliteta življenja v njih in tako tam, kjer to dejansko, tako kot sem rekel, želijo. Kjer tega ne želijo, je upravljanje stavb, bom rekel, spodletela zadeva. Dejansko, kakor razumem, upravnik skoraj mora biti. Upravnik mora biti in tudi zakonodajalec je imel zelo dobre namene, ko je pač določil, da za določene stavbe, da morajo imeti upravnika. Se je pa po mojem osebnem mnenju pa potem zadeva rahlo je ušla izpod nadzora in se je pač dogodilo tako, kot se v Sloveniji pogosto dogaja, da se zadeve nekako sfižijo in ne grejo v tisti smeri, kot so bile mišljene. Zdaj zakon govori, da mora stavba imeti upravnika, če ima več kot 8 posameznih delov oziroma več kot 2 lastnika. Tako je. Ampak dejansko upravnika potrebuje tudi stavbe, ki imajo manj kot 9, rečemo, stanovanjskih delov, se pravi, da jih ima 8 in manj. Tako je. S tem, da bom rekel, lahko govorim iz lastnih izkušenj, da je upravljanje manjših stavb, se pravi tistih do 8 enot, nekaj najtežjega, kar se upravniku lahko zgodi. Namreč v teh manjših enotah se ljudje poznajo, imajo medsebojne spore, ki trajajo lahko že 30-40 let in nekako imajo občutek, zdaj bo prišel pa upravnik in bo zadeve rešil. Upravnik zadev ne bo rešil, zato ker mora slediti zakonodaji in za mnoge lastnike v teh manjših stavbah prihod upravnika pomeni lahko tudi poslabšanje. Ravno zaradi tega, ker se upravnik mora držati zakonodaje, kakršnakoli pač je, to bomo pustili ob strani, ampak takrat nastopi moment, ko začnejo veljati pravila od rezervnega sklada do višine soglasij predpisanih in to, ker so se lastniki v teh manjših stavbah, če so bili sposobni, lahko med sabo dogovorili po mirni poti, sedaj so zadeve postanejo precej otežene, ker upravnik je pa dolžen skrbeti za red in spoštovanje zakonodaje, kot sem rekel, česa pa lastniki ne morejo razumeti, skratka nekako občutijo upravnika, kot da je zakonodajalec ali pa da so se sami odločili za to, da jim je nekdo pač vsiljen na nek način in je težko delati. Dostikrat pride potem do izjav, saj upravnik nam samo denar pobira. Ja, ta izjava je nekje na mestu, nekje pa ni. Predvsem bom rekel pa to, da se po mojih izkušnjah, spet lahko rečem tako, se zgodi to, da so lastniki več ali manj sami krivi zaradi lastne nezainteresiranosti, da upravnik samo pošilja porožnice in nič ne naredi, zato ker nič ne more narediti, ker upravnik ni odločevalec, stavba je last etažnih lastnikov, etažni lastniki so dolžni stavbo vzdrževati, zakonodajalec je pa predpisal določena soglasja, višino soglasij, ki jih upravnik mora pridobiti oziroma imeti, da lahko neka dela, predvsem investicijska, izvede. In če etažni lastniki se ne zavedajo tega, če drugemu nagajajo ali pa nagajajo pač upravnikov, potem upravnik teh del ne more izvesti in pošilja samo položnice in samo kasira. Kljub temu je ta denar zaslužen, ker kljub temu, da ne more nič narediti, vseeno opravi tistih zakonsko predpisanih, mislim, da 34 aktivnosti, ki jih more skozi cel mesec za stavbo izvesti. To pomeni, raven ste omenili
aktivnosti zakonsko predpisane. Ne? Ljudje, ki nimajo upravnika oziroma stavbe, ki nimajo upravnika in ki ga tudi po zakonu ni potrebno, da ga imajo, dejansko mi se lahko naredimo vse sami. Potem prideš v stavbo in vprašaš, ali imate urejeno požarno varnost, ali imate to. Ugotovijo, da nimajo nič. Ne? Upravnik dejansko skrbi tudi za vse te zakonske predpise, ki morajo biti. Tako je. Delo upravnika je v bistvu predpisano zakonodajo, ne samo stanovanjskim zakonom, pač pa tudi s stvarnopravnim zakonikom, s požarno zakonodajo, z različnimi pravilniki, od pravilnika za obračun stroškov za toploto do celega kupa enih zadev, kjerim se etažnim lastnikom niti ne sanja, da jih morajo imeti in zaradi tega jih jemljejo kot nepomembne in nepotrebne, in tudi iz tega, ker upravnik mora odrediti, bom rekel, ne vem, pregled gasilnih aparatov, mora skrbeti, da so urejeni predpisi in stavba v skladu s požarno varnostjo, mora odrediti periodične meritve strelovodov, skupne elektrike in naprej. Potem lastniki mislijo, da je to denar, ki jim ga je upravnik zaračunal, pa jim ga ni. Ne. To so obvezni pregledi, ki jih vsaka stavba mora imeti. Ne. In če bi bilo predpisano za enostanovanjske stavbe, bi tudi lastniki v enostanovanjskih stavbah to morali imeti, te preglede in tako naprej, ki jih pač pridobijo zato, ker zakon predpisuje to. No, velikokrat se sam sebe vprašam, kaj bi se zgodilo, da takšna stavba naprimer zagori, zaradi posledic, naprimer ni bila pregledana elektroinštalacija skupna, zagori skupna elektroinštalacija, ali bi zavarovalnica lahko usporavala izplačilo odškodnine, če tega ne bi imeli narejenega? Obstaja zelo velika verjetnost, da bi. Kako bi zavarovalnica, jaz kot nezavarovalničar, reagirala v konkretnem primeru, težko rečem, ampak v primeru nastanka velike škode bi zavarovalnica lahko izplačilo odškodnine zaradi tega, ker niso urejeni strelovodi oziroma niso bile meritve izvedene, posledica je bil udara strele, je bil lahko požar oziroma enako velja za meritve skupne elektrike, bi zavarovalnica lahko in tudi upravičeno zavrnila izplačilo odškodnine. Raven zdaj smo tudi pri vprašanju samega zavarovanja. Dostikrat je to, da lahko določene zavarovalnice pravijo, da zavarujejo samo, če se celotna stavba zavarva oziroma nekateri pa posamezno zavarujejo. Na kaj vi poudarjate oziroma na kaj spodbujate etažne lastnike, ali da zavarujejo pri zavarovalnici celotno stavbo, ali da to ni potrebno, da se lahko posamezno zavarujejo? Zdaj, stališče upravnika mora biti, da je zavarovanje stavbe vsaj za osnovne rizike zelo pomembno. Ne? In poleg tega je tudi cenejše kakor individualno zavarovanje, s tem, da mi lastnikom svetujemo, da se stavba, o tem odločajo oni, ne upravnik, da se stavba zavaruje za te osnovne rizike, lahko, če imajo posebno željo, tudi potres in še kakšni strojelomi ekstra, lastniki pa zavarujejo samo svoje premično premoženje. Tako da to je, mislim, da je zadeva pametna, pa ne navijam za zavarovanja, ampak zelo dobro imeti, zato ker se ta strošek dejansko razporedi med vse lastnike, plačuje se pavšalno in če pride do nečesa, je pa to zavarovanje pomembno. Ne. Tudi pri škodah, ki nastanejo, potem ni težav, ne, sosedu pušča vodovodna inštalacija, spodaj se dela škoda, stanovanju spodaj, potem njemu ni treba njega tožiti zgoraj, zakaj pa z njegove police, ampak se pride do upravnika, se pove, se sanira škoda in se iz te skupne police to lepo izplača. Zdaj bom rekel tako, ravno tako ni, ker je treba ločiti zasebno napeljavo, ne, se pravi napeljavo, ki jo je dolžan vzdrževati lastnik, dobro vzdrževati, rečemo temu, in pa skupno napeljavo, se pravi od priklopa na skupno napeljavo, naprej potem krije zavarovanje in tudi vsaka zavarovalnica pač krije en poseben del od tega in ni pa tako, da bi zavarovalni upravnik moral skakati, če nekomu voda teče iz skupne napeljave k sosedu, ampak upravnika se pokliče takrat, ko uveljavlja škodo.
Se pravi, upravnik uveljavlja škodo na skupnih delih stavbe, na zasebnih delih stavbe pa, saj bom rekel mi, pošljemo zavarovalno polico etažnemu lastniku, se pravi oškodovancu, in mu damo navodila, kako naj uveljavlja zavarovanje pravilno, da bo pač uspešen, no, bomo rekli. Mislim, Gorazd, da bo to zelo dobra tema, privat pa skupno, v najnem drugem sklopu. Zdaj si pa vzemva malo trenutek časa. Dragi gledalci, se vidimo po odmoru. Malo improviziram. Lepo pozdravljeni nazaj v oddaji Moj dom. Z mano je še vedno gospod Gorazd Makarovič, upravnik iz upravniškega podjetja. Prej sva se malo, Gorazd, dotaknila, kaj so skupni deli in kaj so privat deli v eni večstanovanjski oziroma poslovno-stanovanjski stavbi. Kaj dejansko upravnik upravlja? Tako, upravnik upravlja s skupnimi deli. Skupni deli stavbe so definirani mislim, da v 5. členu stanovanjskega zakona. Kaj to predstavlja? Etažni lastniki pa imajo možnost zadevo tudi rahlo razširiti, seveda, če upravnik s pogodbo na to pristane, tudi še na kakšne druge dele stavbe, ampak z pogodbo o medsebojnih razmerjih in s sklenitvijo pogodbe za upravljanje, kjer se poleg obveznih sestavin lahko vnešejo še neke posebnosti, ki pa vplivajo potem na višino dogovorjene cene upravljanja. Ampak to mora biti pogodba o medsebojnih razmerjih. Tako je. Zakonodaja etažnim lastnikom nalaga, da sklenejo to pogodbo o medsebojnih razmerjih, ampak večina jih nima. Zdaj jaz bom rekel tako, na naših stavbah smo poskrbeli, da je teh pogodb kar nekaj, nekje jih pa enostavno ni mogoče skleniti, zaradi tega, ker je predpisano 75% soglasje. Ljudje pa nagajajo ali pa nasprotujejo drug drugemu, in potem bi bilo pa sprejem takšne pogodbe praktično zelo težko pričakovati zaradi nagajanj, ne zaradi koristnosti. Največkrat je tam problem, en drugemu pravite si nagajajo, ampak dejansko ljudje se ne zavedajo, da je ta stavba, v kateri živijo, njihova last in da ni upravnik tisti, ki bo odrejal kaj pa kako, ampak oni morajo skrbeti za svojo nepremičnino kot dober gospodar. Tako je. Upravnik je v načelu neke vrste tehnična pomoč, zelo dobro usposobljena za to, kar upravnik počne, od vodenja investicij, in upravnik se v bistvu mora spoznati na kompleten celoten ustroj stavbe, kako stavba diha. Večinoma tudi upravniki poznamo ljudi, tiste, ki hodijo na zbore lastnikov, nadzorne odbore in tako, in potem več ali manj lahko nekako sodelujemo z lastniki in jim dopovedujemo stalno, da je to njihova stavba, da je njihova nepremičnina in da bo tam nepremičnina, če jo ne bodo vzdrževali, izgubila vrednost. Tako da mogoče bi bilo treba skupni interes večkrat poudarjati to, da ga je potrebno postaviti nad zasebne interese. Jaz največkrat poudarjam zadevo, da, ko se tudi srečujem kot posrednik in tudi delno upravnik s temi problemi, da bi mogel vsakega etažnega lastnika najprej dati za kakšno leto, dve živeti v lastno hišo, da se bo zavedal, kaj vse je potrebno narediti na stavbi, potem bo pa mogoče bolj spoštoval upravnikovo delo in pa tudi odnos do skupnih delov. Točno tako, to je krasna definicija in krasen predlog in tako bi morali biti. Namreč, če izpostavimo samo neko streho, ki jo je potrebno vsake toliko časa seveda ne samo vzdrževati, ampak tudi obnoviti ali pa zgraditi novo, je zadeva takšna, da tukaj participira kopica lastnikov za streho velikosti 250 kvadratov, kar je v Sloveniji že skoraj velikost neke take večje družinske hiše. In se pravi, v primeru individualne stavbe ves strošek nosi lastnik, medtem ko pa se v večstanovanjski stavbi pa zadeva porazporedi po lastnikih in je to vzdrževanje veliko lažje, predvsem pa cenejše, če etažni lastniki sledijo navodilom in predlogom upravnika. Namreč upravnik je tisti, ki
neko zadevo pripelje do tam, ko lastniki lahko odločajo. Se pravi, pripelje do tega, da reče, predlagam obnovitev strehe, ker je v zelo slabem stanju in zdaj pa vi se odločite, ali boste šli v to ali ne boste šli. Namreč, če se bo streha podrla in če upravnik pravočasno predlagal zamenjavo, potem ne bo upravnik kriv, da se je streha podrla, ampak bojo krivi lastniki, ker niso pristali na predlog, ki jim je bil predstavljen pravočasno. Velja tudi za vse ostalo, vodovod, kanalizacija in tako naprej. Kompletno. Morajo se zavedati, da ima sama hiša in tudi njihovo stanovanje eno amortizacijo, katero je treba vzdrževati, in da je dejansko ti stroški, ki jih oni dajejo, so zanemarljivi glede na to, kaj bi mogel dajati, če si v lastni nepremičnini, kjer živiš v hiši, naprimer, kjer imaš velik vrt, kjer sam kosiš, kjer imaš svojo streho, ki moraš skrbeti za njo in jo pregledovati, in vse te zadeve. Tako da tukaj je res, jaz vedno pravim, da to se pravi premoženje je ene vrste breme. Tako je. To premoženje moraš vzdrževati in se zavedati, da je potrebno tudi nekaj plačevati za to. Tako je. Tako da, dajte mi povedati, kako pa dejansko izgleda sama vodenje teh investicij. Se pravi, ko se streha pokvari in, ali pa rečemo, zdaj smo imeli nove ovoje stavb, smo delali za energetsko boljšo učinkovitost. Kje pa tukaj vloga upravnika in kako to funkcionira? Zdaj smo rekel tako, to vodenje samih investicij je zadeva, ki jo morajo lastniki plačati posebej. Zdaj, kako od spretnosti upravnika, da ne bom grš izrazil, je odvisno, koliko bo pri tem zaslužil. To je treba povedati. Upravnik dela proti plačilu. Zdaj, nekateri upravniki imamo urejeno tako, da rečemo, vodenje investicije stane toliko in toliko. Lastniki, dajte se odločiti, ali boste vodenje investicije naročili upravniku ali boste naročili sami. Če boste naročili sami sebi, da boste sami vodili investicijo, vam bomo mi brezrezervno in brez kakšnega denarnega nadomestila pomagali, vas bomo usmerjali do neke mere, povedali, kaj morate ukreniti in potem se naša vloga neha. Če pa upravnik vodi investicije, potem potrebuje pa mir, ne pa vsak dan 10 mailov lastnikov, ki so brskali po internetu in oni bi nekaj drugače. Kako se investicija vodi upravniki, vemo, znamo jih voditi in tudi postopek je približno pri vsaki investiciji enak, zato ker se je potrebno držati določenih pravil. Od izbire izvajalca, od pridobivanja ponudb in tako, ampak ko se investicijo poveri upravniku, takrat etažni lastniki lahko sodelujejo z predstavnikom nekega, rečemo temu, gradbenega odbora, ki so ga ustanovili. Upamo, da bo ta človek ali vsaj tehnično izobražen, če ne že gradbenik, in da bo upravniku lahko svetoval oziroma se z njim konzultiral na enakem strokovnem nivoju. Ker zelo težko je nekomu, ki ni strokovnjak, razlagati potem, zakaj se neka zadeva izvede tako, zakaj ne drugače, kaj pomeni projekt, kaj pomeni nadzornik stavbe in tako naprej, gradnje, in tako da to je treba vedeti. Velikokrat se pač sami stanovalci, zato da bo vse skupaj cenejše odloča, bomo mi to sami vodili, potem pa ni kvalitetno narejeno, ker niso vešči tega, ampak potem spet vsi kažejo s prstom na upravnika, on je tisti, ki bi mogel paziti. Na koncu je vedno kriv upravnik, tako kot v firmah, ki propadejo, je kriva čistilka pa vratar. Tukaj pa pač upravnik ima tisto vlogo, ker upravnik, ljudje imajo občutek, da upravnika plačujejo in zato mu lahko rečejo karkoli, od žalitev naprej, to je pač neko običajno v zadnjih letih sploh pogosto, do tega, da enostavno ne morajo več, ne sem se zapletel, Nič hudega, če se pogovarjamo. V bistvu želel sem povedati to, da lastniki potem vedno krivijo upravnika in želijo, da potem on uveljavlja garancije in tako naprej in lahko
ne vem, krvavi pot potiš, ampak investitor se ne odziva več, gradbenik se ne odziva. In upravnik je nemočen takrat. Tako, upravnik je nemočen, poleg tega pa upravnik, če upravnik predlaga neke izvajalce, razumljivo, da predlaga izvajalce, s katerimi je že sodeloval, ki jih pozna kot dobre, ki jih pozna kot visoko strokovno usposobljene, ki so odzivni na reklamacije, če naredijo napake in tako naprej, medtem ko pa lastniki iščejo najnižjega ponudnika. In najnižji ponudnik, vemo, kaj je, v končni fazi je vedno veliko, veliko dražji od najdražjega. No. In to je po pravilu. Zato pravijo, da je ponavadi najcenejši najdražji in dostikrat sem bil tudi pri določenih upravnikih, ki so rekli, najcenejšo pa najdražjo ponudbo bomo mi kar zbrisali, potem bomo šli pa naprej to delati. Ne? Zdaj imam zanimivo, malo bi spodbudil zadevo, da sem slišal dostikrat določeni tisti, ki hočejo izvajati, oziroma sami lastniki, ali pa tudi kakšen upravnik forsirajo koga, ki bi delal, izvajal dela, kateri bo mogoče kakšnemu kaj v žep porinil. Ampak jaz mislim, da je to tema za po najinem odmoru, tako da, dragi gledalci, počakajte, sledite naj po odmoru in bomo imeli še eno zanimivo temo naprej. Hvala. V redu. Lepo pozdravljeni nazaj v oddaji Moj dom. Z mano je še vedno Gorazd Makarovič, upravnik v upravniškem podjetju. Gorazd, dotaknila sva se teme, kako speljati en posel, obnove, strehe, fasade, s tem, da narediš cel postopek, kako to poteka in da, kjer smo že slišali, da marsikdo hoče kakšna finančna sredstva za to, da to zadevo spelje, a ne? Malo pereča tema v samem upravljanju. Ja, jaz bom rekel, pač ne najbolj priljubljeno, ampak dejansko ne moremo mimo korupcije v upravljanju v tem primeru. Ne. Kar se tiče investicije, je to zelo prilika za zaslužek, ki pa je lahko legalno, pošteno zaslužen ali pa bom rekel na pol legalno oziroma z izkoriščanjem zakonodaje. Ne bi več veliko o tem govoril, te stvari so zelo poznane, državni organi so tisti, ki morajo ukrepati, ne mi dva. In investicija se pa ve, kako se vodi. Ne. Od priprave investicijskega načrta do potrditve strani etažnih lastnikov in potem gre zadeva svojo pot pač po nekih določenih pravilih, od katerih ne smemo nobenega izpustiti. No, tako. Malo sem že slišal nekajkrat, da so stanovalci rekli, ali pa eden tisti, ki vodi stanovalce, to bomo kar mi sami naredili, ne? In to eden je zelo glasen, ne? Pa sem pa slišal, da mu je obljubil en, na primer, izvajalec, če boš pa ti meni zrihtal ta posel, ti bom pa nekaj stisnil v žep, ne? To se dogaja na trgu. Jaz v to niti najmanj ne dvomim, ker poznam upravnike, ki počno isto in sem se že srečal z etažnimi lastniki oziroma pač 2 ali 3, ki so delovali na tak način. Se pravi, sklenili so nek dogovor z izvajalcem, ki so ga potem, bom rekel, obravnavali boljše v okviru nekega odbora, ki je sprejemal ponudbe, boljše od ostalih. Rezultati niso bili najboljši, ampak verjetno je bil pa finančni rezultat za tega lastnika, ki je bil tudi najbolj glasen, seveda, in se najbolj zavzemal za konkretnega izvajalca, finančni uspeh je bil pa po moje kar zadovoljiv. No. To pomeni, če etažni lastniki zaznajo, da se forsira nek izvajalec, je to mogoče že alarm, da je tukaj nekaj zadaj? Jaz mislim, da ja. Torej, ne morem zdaj 100% trditi, seveda, ampak mislim, da ja, ker sistem pridobivanja ponudb bi mogel biti najprej tak, ljudje božji, ne boste zbiratelji ponudb, dobite 3 ponudbe in med temi 3 ali pa 4, največ 5 za velike posle izberite izvajalca. Poleg tega, ko nekdo vam je naredil načrt, se pravi PZI vam je naredil arhitekt, naj arhitekt naredi analizo ali pa nadzornik, analizo prispelih ponudb in naj predlaga najboljšega. Ne dela tega, da lastniki sami ali pa bog ne daj upravnik izbere izvajalca. Naj ga izbere nekdo, ki je neodvisen,
To je arhitekt, ki je delal projekt, nadzornik, ki bo dela nadziral, naj ga izbere in predlaga. Šele potem naj pa gradbeni nadzorni odbor ali kdorkoli že potem tega izvajalca sprejme. Ali pa zavrne. To se pravi tukaj, rečemo arhitekt oziroma nadzornik še bolj, ker praktično spremlja celo investicijo ves čas in je tudi odgovoren za to investicijo. Dejansko nadzorniku verjeti je zelo priporočljivo. Tako, zelo priporočljivo je nadzorniku verjeti in zelo priporočljivo je to, kar delamo pač upravniki, ki delamo na nek drugačen način od večine, to, da lastnike povabimo, da tudi oni pridobijo ponudbe na razpolago in damo kompletno vso dokumentacijo, tako da so ponudbe pridobljene tudi na osnovi enakih kriterijev. In to je, mislim, da je to zmagovalna kombinacija. To pomeni eno popis del, ki je osnova vsem izvajalcem. Popis del z vsemi posebnostmi, na katere izvajalec, se pravi ponudnik, del pristane s tem, ko je oddal ponudbo, ki se pa potem zelo konkretno zapišejo pa v gradbeni pogodbi. Zdaj velikokrat je zdaj ta popis del že plačljiv, ne? To se pravi, ni problem tega denarja. Zdaj lastniki se ne zavedajo, še vedno velja neko zelo nenapisano pravilo, ki je zame zelo čudno, namreč sej morajo dati ponudbo. Oni se ne zavedajo, da izdelava neke take ponudbe izvajalca stane tam nekje, če ocenim, med 200, 300, lahko 400 ali pa 500 evrov. Namreč on, ko odda ponudbo, se jo ne more oddati samo na podlagi popisa, on more iti na stavbo, se more z ljudmi dobiti, more pregledati, more tudi dati pripombe mogoče na arhitektov popis, ne, da bi neko zadevo naredil boljše in tako naprej. Ne. Mislim, zelo enostavno bi bilo v popis del, ki je sicer tokle debu, vpisovati številke noter, popisi so tako narejeni, da se na koncu že dobimo številko, koliko to stane, se pravi, in zadeva rešena. Potem se pa pri takih ponudbah pa začnejo težave, potrebno je veliko sprememb in tako naprej. In dodatnih del. In dodatnih del. In resna ponudba je tista, ki jo je dal ponudbi, ki je dopisal zraven še morebitne pripombe, zadržke, predloge sprememb in tako naprej. To pomeni varčevanje pri popisih in teh zadevah odsvetujete. To je nekaj najbolj neumenega, kar se lahko zgodi. Dajmo se še nekaj dotakniti, upravnik, komunikacija, upravnik, etažni lastnik. Včasih je bilo tako, stacionarni telefon, pa je zvonil, pa je se dvignil 3-krat, 4-krat na dan, pa je to nekako funkcioniralo. Danes maili, mobiteli, vse to ves čas neprestano zvoni. Jaz mislim osebno, pa upravniki, ki jih poznam tudi, ampak tega žal se ne upajo izpostavljati, da gre tukaj za eno najhujših zlorab upravnikovega časa nasploh. Namreč, kaj dela upravnik, je določeno s pogodbo upravljanja. Upravnik ne potrebuje nobenih navodil etažnih lastnikov in tega, razen mogoče predstavnikov, ki mu sporočajo, kaj je potrebno hipno urediti. Drugače upravnik dela po nekem letnem programu, ne pa da se mora dnevno prilagajati muham lastnikov, ki nekaj preberejo v časopisu, nekaj na internetu in potem takoj štartajo na upravnik in upravnik mora porabiti, je treba nekaj vedeti, da upravnik, ko mi odgovorimo na nek mail, mora biti ta odgovor 100%, ker tam ostane, ne? In za nek odgovor porabimo 1 uro in tisto uro smo namenili za upravljanje te stavbe, odkar je vprašanje prišel, in to stavbo odkljukamo, ker nimamo več časa za njo. Ne? Treba je vedeti, da upravniki, odvisno pač od vodstva, kako razporedi stavbe, upravljajo z med 25, 30, nekje tudi z 80, 90 objekti. In če samo en lastnik iz enega od teh objektov pošlje en mail upravnikov, je to lahko 80 mailov v enem dnevu. Kako naj upravnik dela svoje delo in se potem ukvarja še s tem zlorabo njegovega časa, ki niso samo maili, ampak tudi telefoni, ne, to bojo lastniki mogli počasi razumeti, ne, da tudi ko avto pelješ k avtomehaniku, ne stojiš zraven, mu ne soliš pameti, ne, ampak ti da račun in plačaš. In to je to. Ne. Zdaj pravite 25 do 80 objektov, en upravnik, to je veliko število. In se pravi, koliko časa mora nameniti vsakemu objektu, če tako pogledamo, potem pa pravijo, upravljanje je pa drago, 10, 12 evrov, 7 še celo nekje. Kaj mislite vi, ta strošek upravljanja
Jaz sem se pogovarjal z enim upravnikom iz Celovca, kjer je rekel, da je zakonsko predpisano minimalno upravljanje celo na kvadratni meter, koliko je minimalno in po to ne smejo, je, da je lahko upravnik kvalitetno upravlja to delo, a ne? Tako je. Zdaj, kaj mislite, koliko bi to mogli pri nas biti upravljanje? Ali je ta znesek 12 evrov, ali je to Jaz bi rekel tako. Zdaj, če bi govoril tisto, kar etažni lastniki boljše razumejo, ne na kvadratni meter, ampak na enoto, čeprav zakonodaja predpisuje pač kako se to lahko obračunava za določene stavbe. Bi rekel tako, da po moji oceni je cena upravljanja enoto realna cena, da upravnik, ki ni koruptiven, da se razumemo, lahko solidno upravlja svoje delo tam nekje za 30 do 35 evrov po stanovanjski enoti. To bi bilo, če je več enot, je lahko majčkeno manj, ampak manj kot 30 izjemno težko in zato tudi, ker so takšne cene, kakršne so v upravljanju, nekateri upravniki delamo tudi po 12-14 ur na dan, ne. Jaz ne bom zdaj izpostavljal, koliko jaz delam, že 13 let, ne? Ampak to je dejstvo, da je količina dela, predvsem tudi zaradi zlorabe mojega časa z maili, tistimi, ki niso potrebni. Nepotrebni so tisti maili, ko te lastniki sprašujejo nekaj, kar lahko najdejo na internetu, pa dostikrat z upravljanjem niti nima veza, ampak gre bolj za to, ker je nekomu pač dolgčas in je osamljen in bi se želel dopisovati in tako naprej. Gorazd, najin čas se je iztekel. Jaz mislim, da imajo tudi gledalci ogromno vprašanj. Bom predlagal, da naredimo en mail ali kaj takega, dobimo vprašanje in lahko tudi kakšnim odgovarjamo mogoče kdaj kasneje. Tako da, Gorazd, hvala za to, ker si se odzval v našem povabilu. Vam gledalci pa zato, ker ste nas gledali. Se vidimo v naslednji oddaji. Hvala lepa. Hvala. Evo, tako. Jaz mislim, da sva tako speljala, da je bilo